Doktor Boris Cergol prihaja, strokovnjak za umetno inteligenco in strojno učenje. Tukaj je že Boris. V Idea podcastu je tudi že govoril o napredku umetne inteligence in vplivu tega na družbo. In danes bo tukaj govoril o tehnoloških prebojih, o prihodnosti umetne inteligence in njeni vlogi v moderni družbi. Vsekakor prava oseba, pravi človek, da nam poda tudi nekaj zelo konkretnih primerov. Sicer reden gost remote podcasta, kjer nikoli ne razočara z njegovo iskrivostjo, daljnovidnostjo, vnemo o AI-ju, strojnem učenju in o novostih z tega področja. Klemen, izvoli, prevzemi in Boris Cergol, dobrodošli. Predlagam en aplavz za našega gosta. Hvala. Ja, Boris, dokler se vi pripravljate, kar počas, bi jaz povedal, kako je prišlo do tega dela programa. Midva sva se spoznala pred 4 leti, se mi zdi. Nekaj takega je bilo. 6 leti. Si verjetno gledal nazaj, kaj si takrat. Sem. Ja. Mislim, da je bila to 7. epizoda Idea podcasta, kjer sva šla čez takraten čas in razvoj umetne inteligence in te industrije in tega področja. In sva si zamislila narediti part 2. Čakaj, tole ti dam sam bližje. Ja, sem. Mislim, da je kar primeren čas že za to, ne? Ja, veliko se je vmes enkrat na 6 let. No, zgodilo. Se trudimo, da se tudi vmes malo usinkamo, ne? Ja, ful je bilo zanimivo, ker si imel predavanje enkrat na Jesu. Takrat mislim, da sem te spoznal. In ko sem poslušal to predavanje, sem vedel, da poslušam nekaj, kar bo zelo pomemben v mojem življenju. In nisem vedel, kako, pa kdaj. Ampak AI tehnologija ali pa umetna inteligenca, vedel sem, da bo imela velik vpliv na svet in da bi jaz rad bil del tega sveta. In dejansko je danes tako, ne? Vsak dan se s tem ukvarjam in mislim, da bo velika večina te dvorane se čez 5 let ukvarjala s tem. Tako da to je nekako lahko popotnica v najino to debato / predavanje. Ne? Ja, hvala še enkrat, Klemen. Malo sem pomislil nekaj omenjen za Enejevo predavanje, ne? Da bo predstavil o tem, kako začeti z umetno inteligenco. Ne? Da sem pomislil, da mogoče bo to predavanje o tem, kako končati. Kaj je končni cilj? Ja, na nek način, ne, umetna inteligenca brez tega, da se z njo ukvarja človek. Ne nujno brez ljudi, ampak brez tega, da se z njo ukvarja človek. Da se sama sabo ukvarja. Mislim, da gre svojo pot, da gre svojo smer, karkoli že je ta smer. Se velikrat smo omenili ta izraz AGI, ja, splošna umetna inteligenca. Tako da razloži ljudem, kako ti vidiš, kaj to pomeni. Ja, dejansko sem imel najprej napisano neko bolj bom rekel, tečno definicijo splošne umetne inteligence. Potem je pa sem pa opazil tale tweet oziroma X, ali kako se že temu reče, zdaj nikoli ne vem, ne. Pa se mi je zdel tako simplističen, da je v bistvu kar koristen. Ne? Ker namreč ta splošna umetna inteligenca je vedno en tak termin, ki zelo razdvaja ljudi, pa vsak strokovnjak ima neko svojo definicijo, no pa seveda tudi ljudje, ki sploh ne vejo, kaj dosti o tem, pa ni to nič narobe. Ne? Tako da v bistvu ta je zelo preprosta, ne? V smislu, da ja, umetna inteligenca ne, je neka tehnologija, ne, bila, ki v bistvu je omogočala, oziroma še omogoča, ne, da kakšne kognitivne naloge, ne, dela tako kot človek. Ne. Ampak nekatere. Ne. Splošna umetna inteligenca oziroma AGI je pa taka neka večino ali pa velik del nalog, ne, teh kognitivnih ne upravlja toliko dobro kot človek. Ne. In pa seveda potem je pa še umetna, recimo temu, superinteligenca oziroma ASI,
za katero bi pa rekla, ne, da praktično vse naloge opravlja boljše kot človek. Ne. In seveda to je zdaj bil nek tak termin, ne, ki je buril duhove. Predvsem zanimivo, ne, je veliko pogovorov o tem vezanih na to, kdaj bo prišlo do tega. Ne. Torej, kdaj bomo dejansko imeli to splošno umetno inteligenco. Ena spletna stran, ne, ki se večkrat omenja, je Metaculus. Tam v bistvu ljudje postavljajo, ni dejansko prediction market, no, torej dejansko ne stavijo denarja, ampak dajo pa napovedi, kdaj se bo nekaj zgodilo. Ne. In tukaj je ena napoved, kdaj bo v bistvu javno znana, ne nujno tudi javno dostopna, ampak javno oznanjena, ne, recimo neka oblika te splošne umetne inteligence, sicer če gremo gledati v detajle, ena majčkeno omejena, ne, ker nima te fizične komponente. Ne. No in trenutno, ne, to sem včeraj pogledal, no, to se vsak dan malo spreminja, ampak ne preveč, ne, napoved, da bo to 26. oktobra drugo leto. Ne. In se mi je zdelo to kar zanimiv ta termin, ne, ker jaz se še spomnim časov, ne, tudi če pogledate na ta graf, recimo, ne, okoli leta 20, takrat, ko sva midva imela ta pogovor, v bistvu 2019, ne. 2019 je bilo. GPT-3 je pa prišel 2020. Se pravi, ti si mi takrat kazal GPT-2. Ja, ti si bil GPT-2. No, in takrat je bila ta napoved nekje, da bo se to zgodilo enkrat po letu 2050. Ne. In takrat se ljudje niso kaj dosti s tem ukvarjali, vsaj tako ne operativno, ne, ampak zdaj pa napoved oktober drug let. Ne. To pa že kakšne ljudje počitnice planirajo. Ne. Ne. A lahko poveva, kaj sploh to pomeni? Se pravi, kako bomo zdefinirali? Ok, to je pa zdaj AGI. Ja, mislim, težko bomo čisto natančno zdefinirali. Zato sem pa rekel, da imamo uno prejšnjo tako simplistično definicijo dati. Ne. Zdaj, če imaš ti en sistem, ki mu sicer vzameš fizičnost, ne. Torej nima fizične komponente, ima samo, bom rekel, kognitivno miselno, ne. Lahko bi si tako predstavljali. Ne. Recimo, da vse to, kar ti lahko naredi z računalnikom nadaljavo, ne, bi načeloma, ali pa vsaj zelo veliko večino tega bi mogel ta sistem narediti približno isto dobro. Ne. In če bi to bilo, ne, potem bi rekli, da smo nekako ta mejnik dosegli. Ne. Ja, okay. Ja. Tukaj, no, je pa zdaj še ena izjava enega dosti znanega ali pa vsaj tako medijsko izpostavljenega ekonomista, ne, ki se je pa zdaj malo igral s tem modelom O3, ne, in je kar zaključil, da kar se njega tiče, v bistvu to že to, ne rabimo čakati na oktober drug let. Ne. Pa ni edini, no, ki na tak način razmišlja. Ne. Jaz sem nekje vmes. Ne. Jaz mislim, da bomo da to ne bo tako kot neka sila, ki si eni predstavljajo, ne, da bo kar en dan preplavila svet, ampak bomo tam in tu in tam imeli mehurčke, v katerih bo to v bistvu že obstajalo. Do eni ljudi to že uporabljali. Mogoče bi lahko rekli, da že danes to na nek način uporabljajo, samo ni pa zelo razširjen. Pa misliš, da bo implikacija na družbo, ko se to zgodi, zdaj lahko je počasa, ne, granularno, tako kot si rekel, to je manjši riziko, ne, če se zgodi to z nekim releasom, ne, da bo družba sposobna to sprocesirati brez velikih pretresov. Ker naenkrat imaš nek sistem, ki je valjda cenejši kot človek, ampak lahko večino nalog. Ni nujno cenejši kot človek. Ne. Recimo ta definicija tukaj ne predpostavlja tega, ne. Predpostavlja samo, da lahko enak dobro dela naloge. Da je možno, da tak sistem dela te naloge, lahko je precej drag. Okay. In mislim, zna biti, da bo do neke mere drag. Mogoče, kar se tiče pa naglosti, ne, zdaj teh sprememb pa potencialne disrupcije, no, sem pripravil še par teh stvari, ki to nakazujejo. Ne. Zdaj, tle na levi strani so rezultati, kako so te različni modeli, ki so trenutno aktualni, kako dobro se odrežejo na enem Mensinem inteligenčnem testu. Mislim, da je iz Norveške, Mensa Norve. Ja. No in ta zgoren del kaže, kakšni rezultati so bili leta 2024, torej lani, spodaj so pa v bistvu te od letos.
Tako da izkaže se, ne, da lani v bistvu še noben od teh javnih modelov ni dosegel 100 točk. Ne. Letos pa je O3 nekje tam med 135 in 140 po IQ-ju. To je sicer mal nestandarden test, ampak ker so dejansko te modeli zdaj multimodalni in jim lahko dajemo tudi inteligenčne teste, pa jih pač rešijo, kakor vejo in znajo. Ne. A imajo to v svojemu training dati take teste ali ne? Tudi ne. Pač te modeli so natrenirani na vsem mogočem. Zdaj konkretno te rezultati so narejeni za enega, za katerega bi teoretično lahko te testi tudi videli. Ampak ima pa Mensa Norway tudi enega, za katerega skrbijo, da je offline, torej da ni na internetu. In na unem testu so pa malo slabši rezultati, ampak so pa tako 10 točk slabši, mogoče ne drastično, tako da v bistvu v najslabšem primeru za kakšne 6 mesecev to zamaknejo levo, desno. Sprav zdaj najboljši model možen, če recimo še to upošteva teh 10 točk, bi rekel 120 IQ-ja, že nad poprečnim. Ja, mislim, merjeno z inteligenčnimi testi, ne, za katere seveda pač eni ljudje tako pravijo, da jih še ljudem ne bi smeli dajati, kaj šele mašinam, ne, ampak se mi zdi vsem. Zdaj, če bi vam pokazal samo to, kot en izoliran podatek, bi me še vedno tako lahko rekel, no, pač tam je dal nek test, ki ni zares merodajen. Ne. Zdaj, mogoče, kar se tiče naglosti teh sprememb, je tale graf na desni, ne, ki kaže v bistvu za ta najzmogljivejši model, kako se je v bistvu odrezal na tem testu. In nekdo je naredil ekstrapolacijo pač teh točk. In tle je zanimivo, ne, da se v bistvu ujame s tisto številko oktober naslednje leto od lani, ne, kjer bi prišel do nekako 99,9 percentila, ne, pač po distribuciji človeške inteligence, ne, kar pomeni, da bi lahko rekli, ne, da bi v bistvu takrat bil sistem, saj po teh testih, bolj inteligenten od praktično vseh ljudi. Ne. In če gremo pogledat to X-oso, vidimo, da se je to zelo naglo zdaj spreminjalo. Ne. Tako da mislim, da ni nujno, ne, da bodo te spremembe tako postopne. Je pa zdaj v bistvu postal kar nenadoma aktualen še en drug pogled. Ne. Torej, če smo tam prej imeli recimo nek tak inteligenčni test, za katerega bi lahko kdo rekel, a je to sploh uporabno, zakaj pa bi hotel, da računalnik inteligenčne teste rešuje. Ne. Obstaja tudi en test, v katerem so različno trajajoče naloge, ki jih ljudje opravljajo z računalnikom, iz različnih domen, in potem se meri, ker so te naloge različnih trajanj, do katere točke pridejo te modeli, da v povprečju rešijo naloge iz tistega intervala. No. Tako da ta graf na levi to prikazuje. Ne, in recimo prej smo omenjali GPT-2, ne, je takrat vse rešil take naloge, ki so bile praktično 1 sekundo, mogoče tako nekaj res zelo preprostega, ne, mogoče samo sintaksa, ne, besed, bolj ali manj. In tudi GPT-3 ni bil dosti boljši. Ne, recimo GPT-4 je prišel do nekih mogoče par minut, ne, potem smo pa zdaj zelo, zelo strmo skakali gor in zdaj smo že tam pri nalogah, ki trajajo nekje od uro do 2. Zanimivo je, da je ta trend še tako pospešil. Ne. Torej, če je že prej bil eksponenten, zdaj je v bistvu hipereksponenten. Sicer se mogoče to tudi upočasni, ne vemo, ne, ampak je zanimivo. Ne. Tako da v bistvu se je ta rezultat podvojeval vsake 4 mesece, bi rekel. Zanj sem videl na X-u, da je ta nov Gemini-ov model od Google v bistvu zaključil Pokémon igrico. A to si videl? Ja, sem videl. A lahko malo pišeš ta eksperiment, ki se je zdaj nekaj časa so ga hoteli modeli pač opraviti. Ne? Ja, v bistvu te eksperimente zdaj tako dostikrat delajo, ne, da dajo sistemom kakšne igre za igrati, ne, kakšne take igre, ki zahtevajo recimo, da
morajo skozi daljši čas biti pozorni na kakšne stvari. Ne. Recimo tudi ena od teh definicij, ne, na Metakolusu, ne, je mislim, da v neki igri Montezumovo maščevanje, da doseže nek top level ali nekaj takega, ne, kar mislim, da se še ni zgodil. Tako da ja, mislim, te igre stalno se izboljšujejo. Ne. Mogoče... Jaz se spomnim sebe, ko sem bil mlajši in sem točno to igro igral. In ni tako enostavna. Ne? Ti v bistvu, ujameš te živali, te pokemone, moraš jih negovati, pa se z njimi boriti, in potem te značke dobivaš. Ne? In v bistvu ni tako zelo linearen proces, ampak stvar se skozi spreminja, zraven moraš razmišljati, neko piščal moraš dobiti, pa jo nes na drug konc sveta, pa tam se ti odpre neka stvar. Ne? In to, da je AI model bil sposoben priti do konca te igrice, meni je bilo zelo impresivno. Probi si predstavljati, kako je meni. Jaz sem bil nekoč davno nazaj matematik, ne? In zdaj gledam te modele, ne? Kako rešujejo z lahkoto naloge, ker jaz niti takrat na vrhuncu moje matematične poti ne bi niti vedel, kje naj začnemo. Te olimpijade rešujejo pa tako, ne? Ja. Za šalo. Ja, tako da... tole slikco sem še pripravil, ki je v bistvu stara 10 let. V bistvu je sestavljena iz 2 delov. Ne. Takrat je nekdo narisal najprej, kako je takrat izgledal, in je narisal nekje približno polovico te krivulje, tam nekje tam pri ptiču, ne, se je ustavil, ker je hotel pokazati, da se njemu zdi, da smo takrat tam. Ne. No, zdaj se mi pa zdi, da je ful dober čas, ne, to sliko za pokazati, ker se mi zdi, da se ravno tam, ne, in tudi on je potem tole dodal, you are here, ne. Torej, da smo ravno tam v tistem ozkem intervalu, ne, recimo po inteligenčnem kvocientu, ne, med enim recimo, no, tle so grdo napisali, neumnim človekom, ne, pa recimo tam, kjer je bil Einstein, ne. In zdaj smo ravno v tisti točki, ne, zato pa tudi mislim, da je super imeti ta pogovor ravno zdaj danes, ne, dokler smo še v tej točki. Ja, ker to se hitro spremeni, ker onkraj tega je praktično neomejeno. Ne? In to je samo mali delček zgodovine, ki smo ji priča, ne, zdaj. Ja, mislim tak, jaz mislim, da je zelo unikaten trenutek v času, no, da mu tako reči. Ja, to sem doskrat razmišljal, pa sanjam o tem, doskrat sanjam, pa sploh ne morem v bistvu dojemati vsega tega hitrega razvoja, pa kako se vsak dan zgodi, ampak glih to, da do zdaj smo imeli ljudje odnose z neživo naravo, potem smo imeli odnose z živo naravo in sočlovekom, zdaj bomo imeli odnose še z neko novo stvarjo, ki do zdaj nismo imeli. Ne? In to je dejansko odnos, že z GPT-om imajo eni ljudje odnosa, ne? Pomaga jim pri določenih nalogah, mi v bistvu našo podjetje sloni na tej tehnologiji, ne? In take situacije v zgodovini še ni bilo. Ne? Z neko novo entiteto bomo začenjamo imeti stik. Ja, jaz večkrat pomislim, ne, da kako bi se mogoče, zelo verjetno si predstavljam, bi se ljudje zelo drugače obnašali, ne? Če bi jim nekdo rekel, ne, da bodo recimo oktobra naslednje leto, ne, prišli neka izvenzemeljska bitja. Ne. Po mojem bi malo več pozornosti temu posvečali. Tako da pol ne bi o tem sam na ideji govoril, ampak verjetno tudi na 24 ur si predstavljam. Ne. To je tisto, ja, sigurno. Ne. Vse na začetku so. Jaz sem bil lani, glih presumljeni fanti rekel, lani sem bil na Radio 1 in v tem Denis Avdić šovu so me spraševali, ja pa dobro, ta ChatGPT, pa to je bil full boom, zdaj pa to kar malo zamrlo. Ja, na nek čuden način, ja. Ja, ampak v mojem svetu je to šlo na eksponentno krivuljo. Ne? Tako da se mi zdi, da je to ta koncept, ko daš žabo v vodo, pa počasi se grevaš. Ne? Ja. Ena najbolj fascinantnih stvari, ki se je zgodilo v zadnjem času, ne, to je en članek, objavljen je bil na arhivu konec marca letos, je, da je končno umetna inteligenca uradno prestala Turingov test. In to prav tisti test, kot si ga je Turing zamislil, ne, torej z 3 udeleženci in tako naprej. Ne, in sicer model 4,5 ga je
prestal pod pogojem, da je bilo modelu rečeno, da ne igra vlogo človeka. Ne, sam po sebi, če mu ne daš nobenega navodila, ne, ampak če mu pa rečeš, da igra vlogo, so ocenjevalci ga izbrali za človeškega v 73% primerov. Ne. Torej, oni ljudi pa samo v 27%. Da sam povem na hitro, Turingov test je, da je zakrit, kdo je na drugi strani in ti se pogovarjaš. V bistvu je klepet, ne chat, kjer imaš nek omejen čas, no, koliko minut je bil ta pogovor, je kratek pogovor, ni zdaj to nekaj obsežen, ne, in moraš potem, sodnik se mora odločiti, ne, a se pogovarja z računalnikom, a s človekom. Ne. To je bil recimo, se spomnim, ker sem jaz bil tam v srednji šoli, ne, takrat se je v tem Turingovem testu v bistvu veliko govorilo, ne, v povezavi z umetno inteligenco, ne, pa tako kakšen velik korak naprej bo, ne, ko bo končno ta test prestana. Ne. No, še celo jaz, ki veliko časa porabljam za to, da to spremljam, sem tole slučajno naletel, zdaj, ker sem malo razmišljal, kaj povedati na samem dogodku. Ne. Da sem rekel, da že zaradi tega moram to omeniti, ne, ker je tako en mejnik, za katerega smo včasih verjeli, da bo ogromen, je zdaj šumim, pa sploh noben je opazil, ali pa tisti 3 reveži, ali koliko, celo 2, ne, ki ste tole objavljali. Ja, pa to je v filmih bilo, ne, cel Blade Runner sloni na tem na začetku, ne, da prestaneš Turingov test, to pa res na drugi strani imaš inteligentna modela, ne. Ampak zdaj spet bo, spet bo nekdo rekel, ne, pa dobro, ta Turingov test, to je neka stara stvar, to je sploh ni merodajen test, ne. No, zato pa imamo en test, ki pa je svoj čas veljal za merodajnega, reče se mu RKGI. In sicer šlo je za test, ki je bil prav narejen z namenom, da ilustrira, kako globoko učenje v bistvu ne bo moglo rešiti problema te fluidne inteligence. Ne? Torej, da bi se ti lahko v bistvu prilagodil pa reševal neke probleme, da bi mogel prepoznati v bistvu, se naučiti samega problema, ne, kako ga rešiti. Sestavljen je iz 800 vizualnih ugank in tukaj spod je primer ene od njih, ne, to pomeni, da dobiš 5 takih delov vzorca, ne, in potem moraš v zadnjega izpolniti sam. Ne, in, ne, tle je spet recimo ta graf mogoče tak malo skoraj bi rekel strašljiv ali pa nenavaden, ne, ker ta test ves čas se ni premaknil praktično nikamor. Ne. Tam so se mi pogovarjala 2019, ne? GPT-2 no, na začetku. Takrat je ta test že obstajal, ampak pač te modeli niso naredili čisto nič na njem. Ne? Ja. So bili popolnoma neuporabni in ta popolna neuporabnost je v bistvu trajala še včasih GPT-4. Dokler pač potem ni prišla, bom rekel, nova paradigma teh modelov, ki si vzamejo malo več časa za razmislek. Ne? No in tam, ko je GPT-4, je Audič videl, wow, tukaj se nekaj res dogaja, in pa me je tam le gor vprašal, to je pa zdaj malo zamrl. Tako sem se jaz počutil v studiu. Seveda nad skrbeti, potem so ti avtori, ki so sestavili ta prvo verzijo, ne, so takoj rekli, zdaj imamo pa 2, tele pa zihar ne bo rešil. Ne. In zdaj so ti modeli, mislim, da nekje na 5%. Ne. Ampak ja, no. Pojma nima noben koliko časa. Ja, zdaj sem rekel, da je dobro, da dam tudi kakšno tako konkretno informacijo, ne, da ne bom sam govoril o nekih abstraktnih stvareh, pa sem rekel, če že govorimo o teh modelih, ne, pa dajmo vsaj povedati, kjer je trenutno najboljši. Ne. Ta slajd lahko naslednji teden vržeš v smeti. Točno tako, ja. Čeprav moram reči, ne, da ta prednost, ki jo ima trenutno Google, ne, Google je dejansko po teh benchmarkih, ne, praktično na vseh kategorijah na prvem mestu. Recimo, zdaj se je redko kdaj se zgodi, da je en model, ki je prvi v vseh kategorijah, ampak tudi zdaj se je to zgodilo, ne, da je prišel nov Gemini in je prejšnjega izpodrinil. Ampak sta pa čobane, sta bila, no, zdaj drugi, ampak oba sta Geminijane. Mogoče tako, glede Googla, ne? Mi smo se na remotu dostakrat pogovarjali, ko je OpenAI imel prevlado, pa smo se sprašvali, kdo misliš, da bo zmagal to AI bitko, ne? In meni se je vedno zdel, da je Google podoben analogija na Sovjetsko zvezo med drugo svetovno vojno. Ko jih je Hitler napadel, je kazalo zelo slabo. Zelo slabo.
Ampak, ko se ta sovjetska mašina zbudi, pa začne poganjati, ne, pa je pa ne moreš ustaviti. In se mi zdi, da se je to zgodilo Googlu. Nekako so bili presenečeni, ko je takrat OpenAI pač ven dal zelo dobre modele. In tisti njihovi prvi poskusi so bili zelo klavrni, ampak zdaj se mi zdi, da se mašina zaganja. In tak občutek imam. No. Ja, se strinjam. No. Je pa zdaj pač še nekaj drugih igralcev, ki so tudi zelo pomembni, pa definitivno v tej igri, ne, za najboljše modele. Ne. Anthropic, pa seveda OpenAI, pa XAI. Ne, tako da, pa open source modeli? Open source modeli imamo tle na desni. Ne, imamo v bistvu, mislim, da najvišje uvrščeni open source model je Qwen 3 s toleta vijolično barvo. No, na temo open source modelov. Ne, DeepSeek R1 je pred njim. Aha, res je, ja, DeepSeek je, ja, točno. Sam so ga hecno pobarvali, ja. Ja, ta je, ja. Tako da tle sem rekel, ne, kar se tiče. Aha, kaj je malo izginila slika? Evo, tukaj nazaj. Ja, ne, hotel sem to pokazati. Eno nazaj. Kar se tiče računskih kapacitet pa cen, ne, a moram jaz kaj stisniti? Se bo. Ne. Recimo na levi ne vidimo, kako se povečuje zmogljivost največjih teh računskih klastrov, ki so potrebni za trening teh modelov. Tle recimo zdaj, kad vidimo, je ta trend kar stabilen, poveča se 2,5-krat na leto, ne, se poveča računska kapaciteta največjega, recimo, oziroma ne največjega, no, ampak te sredinske vrednosti teh, ki so smatrajo za te tako velike. Pa je nekdo zračunal, ne, če bi se ta trend nadaljeval samo do leta 2030, bi potem ti klastri obsegali 2 milijona čipov, stali 200 milijard, rabili bi pa 9 gigavatov elektrike, ne, kar je recimo lahko 9 nukleark za en tak data center. Istočasno, ko se veča ta moč teh centrov za učenje teh velikih modelov, pa cene te inference, ne, za nas slehernike naglo padajo. Ne. Zdaj, koliko nagli so ti padci, imam tle ponazorjeno, recimo, ne, za določeno kategorijo modelov so bili 900-krat, za faktor 900 na leto. Ne. Tako da so v bistvu v roku enega leta nekateri modeli postali skoraj zastonj za uporabo. A je to, ker se to dogaja na toliko različnih področjih? Ne? Eno je hardware izboljšave, ja. Pol eno je same raziskave, a ne? Ja, torej v bistvu optimizira se tudi ta srednji del, ne, firmware, ki ga vedno bolj učinkovitega delajo, da lahko vedno več iztisne iz hardwarea, potem vedno večjo tekmovalnost imamo med različnimi igralci na trgu, rastejo investicije, kar pomeni, da ena podjetja lahko financirajo to tudi iz tega, da so pač dobila denar od investitorjev. V bistvu je cel kup dejavnikov, no, ampak to, kar je mogoče tle pomembno imeti v mislih, in to sem zdaj vedno znova in znova videl v podjetjih, ko se odločajo v to investirati v smislu implementacije AI modelov, pač kolikor že pač v tistem trenutku, ko se za to odločajo, stane ta inferenca, ne smejo računati, da bo ta cena dolg časa ostala ista, ne. In najverjetneje bo nižja. Ja. Pa so pa še te, ki si jih omenil, ne, odprtokodni modeli, ne. V bistvu se je ta razkorak, ne, med odprtimi pa zaprtimi se je kar zmanjševal v zadnjih letih. Je še vedno pomemben, nimamo zdaj recimo odprtokodnega modela, ki bi presegel vsaj kakšnega od teh ta največjih dejansko po sami, bom rekel, natančnosti, ali kako rečemo, ne, seveda, če bi bilo govora o tem performansu glede na ceno, ja, ne, to lahko. In zanimivo je potem tudi to, ne, da ne samo, da se manjša ta razlika, ne, med odprtimi pa zaprtimi modeli, ampak tudi, če vzamemo mi recimo en odprti model,
ki ima določeno število parametrov, vidimo, ne, da število parametrov zaradi vseh teh optimizacij pa napredka se manjša in ob tem, da dobivamo iste rezultate v smislu kakovosti. Ne. Kar nas je pripeljalo v precej zanimivo situacijo zdaj, ne, da v bistvu je trening teh velikih modelov je drag, kot ni bil še nikoli, in so zato potrebni pač ogromni datacentri napajani z lastnimi nuklearkami in podobno. Istočasno imamo pa zdaj v bistvu že možnost na da rečem, prenosnih računalnikih ali pa do neke mere celo na telefonih, ne, v bistvu zaganjati modele, ki so pa po performansu, ne. Tle imam recimo napisan model Palm, mislim, da je zelo velik, mislim, da je bil celo 400 ali 500 milijard parametrov ali nekaj takega, zelo velik model. No, rezultate dobimo zdaj iste z Microsoftovim Phi-3 modelom, ki ima pa mislim, da neki 3 milijarde, ne, se je odtlej ime pridal. Ja, tam nekje, no. Skratka, hud preskok je bil, no. Ja, mogoče še malo glede uporabe, ne. Kje se zdaj vse to uporablja. Tle sem našel dve take zanimive raziskave. Zdaj, eno je naredilo podjetje Anthropic, to se sicer ne bo prav dobro videlo, so majhne črke, pa bom razložil. Torej, oni so v bistvu spremljali, kako uporabniki uporabljajo njihov API in so gledali, kakšne vrste primere uporabe pač dejansko delajo. Torej, recimo dela povezana s katerimi poklici in podobno. Medtem ko na drugi strani, tale na desni, študija je pa nastala tako, da so v bistvu po forumih spremljali, kaj ljudje omenjajo, za kakšne namene so uporabljali recimo te modele, pa so potem to nekako rangirali. Zdaj, če se navid, zanimivo je, da lansko leto je bil na drugem mestu v teh iz forumov razbranih primerov uporabe v bistvu terapija pa, bom rekel, družabnost, druženje. Letos je pa to na prvem mestu. Pa tako, če se človek sprehota čez ta seznam, tudi vedno več pridobivajo taki primeri uporabe, recimo, da ti pomaga organizirati življenje in tako naprej. Se mi zdi, da je kar en tak močen push, da ljudje vedno bolj uporabljajo zdaj te modele v takem kontekstu, da dobivajo v bistvu od njih take stvari, ki bi jih sicer od nekega znanca ali pa mogoče coacha ali pa šefa ali pa terapevta. Kar pa sicer ni presenetljivo, če pogledamo, da so prestali ta Turingov test. No, zdaj sem pa zamenjal na levi, je pa zdaj ta prikaz. Anthropic je šel pogledat po poklicih, pa je gledal v bistvu, kakšen delež predstavlja vseh zaposlenih ta poklic v Ameriki, pa primerjal to, kakšen delež pa predstavljajo naloge povezane s tem poklicem na njihovem API-ju. No, in se izkaže, da je tak zelo izredno izrazit outlier za vse poklice povezane z računalništvom. Tako da je v bistvu, čeprav jaz recimo dostikrat zaznavam, da so ljudje znotraj IT sektorja tako kar malo zadržani do teh modelov, ampak vseeno, ko to povprečimo čez vse, v bistvu vidimo, da je pravzaprav vse delo povezano s kodo, pa z recimo razvijanjem programske opreme, da je to zdaj en centralnih use caseov, ki je prvi, tako rekoč na fronti te uporabe. Medtem ko ta efekt v precejšnji meri v kakšnih drugih poklicih bo šele prišel malo zamikom. Pa po mojem ne nujno, da ljudje v drugih poklicih zdaj ne bodo imeli prednosti. Pač tudi tehnologija postaja vedno bolj dostopna pa prijazna za uporabo. Ampak tako, v tem smislu, kaj zdaj mi vidimo, kje se uporablja, je pa definitivno to kodiranje tako daleč naprej. Ja, mogoče bi malo še spregovoril o teh izzivih, kje se v bistvu, zdaj sem govoril, koliko je ta tehnologija zmogljiva, pa kaj vse se da z njo narediti,
Vsake toliko se pa bolj človek vpraša, pa dobro, zakaj pa nima v bistvu še večjega impakta na družbo, na ekonomijo in tako naprej. Ne? Pa bom naštel ene par zadev. Ne? Torej, ena je, da jaz mislim, da je uporabniška izkušnja umetne inteligence, taka povprečna uporabniška izkušnja ful slaba. Ne? Ljudje so se ukvarjali z modeli, ukvarjali so se z backendom, nekako so pričakovali, da se bo uporabniška izkušnja bo pa kar sama prišla. Tako da je v bistvu zelo je še vedno vse fokusirano na to klepetanje z chatboti. In to je v bistvu samo en tak način, kako bi lahko to uporabljali. Zdaj, jaz sem prej kazal te rezultate, ki jih dobite na IQ testih. Ne? Ampak v praksi, v podjetjih, naprimer, ali pa tudi konec koncev v naših življenjih, pa so te problemi, s katerimi se srečujemo, totalno drugačni. Ne? In so večinoma povezani s tem, da moramo dobro razumeti kontekst, v katerem dobimo neko nalogo, oziroma problem, ki ga imamo. Ampak načinov dobrih ali pa učinkovitih za zbiranje tega konteksta pa nimamo. Ne? Mislim, ker komu pa se da pisati cele romane noter, da bi pojasnili vse detajle, da bi lahko model potem razumel. Ne? Zdaj, jaz se kar dosti temu posvečam pri mojem delu. Probam dati res veliko konteksta noter. Tle govorim zdaj o raznih dokumentih, strategijah, recimo povzetkih, kopice sestankov in tako naprej. In moje opažanje je, da šele potem ob vsem tem kontekstu te modeli res dajo od sebe mogoče tisto, kar bi pričakoval, da bodo iz tistih grafov. Ne. Se pravi, generalno uporaba ali pa kako ljudje uporabljajo to, je zelo na hiter, neke hitre interakcije, brez konteksta informacij o tebi ali pa o tvojem delu. Ja. Jaz bi dal tako primerjavo. Ne. Mislim, da je zdaj vedno bolj na mestu. Ne. Recimo, da ste v službi, pa je tam eno delo, ki bi vam vzeli veliko časa, če bi ga sami delali. Ne. In potem vam nekdo pripelje novinca v firmi, ki sploh ni šel čez noben onboarding proces, je sicer zelo briten, na faksu ima najboljše možne ocene in vam reče, on vam bo pomagal. Ne. Mislim, kaj bo lahko naredil, vse je briten. Ne. Samo dosti ljudi, prva reakcija jim je, sploh če so roki za izvedbo tesni, ne bom jaz to raj sam naredil. Ne. Ali pa upajo, da je on toliko pameten, da bo kar nekako pogruntil, čeprav dejansko nima informacij, pa nima konteksta. Ne. In to je vidim, veliko ljudi je v bistvu ravno to odvrnil. So mogoče malo zabremzali ali pa celo zaustavili to svojo pot odkrivanja umetne inteligence, ker so postavili eno vprašanje z relativno malo konteksta, ni bilo najboljši in so rekli, to ne dela. Ne. Tako. Zdaj pa mogoče lahko tole pokažem, da ne ste mislili na taka geekovska očala, pa je povezan s kontekstom. Dobra očala so drugače. So, saj ne rečem, da niso. Hello. Hello to you too. Who are you? To you too. I am Gemini. How can I help you to? Okay, just let me. What can you see? I can see that you are in a room with rows of people sitting. Is there anything specific that you would like me to focus on? How many people do you think are in the room? From my perspective, I would estimate there are over 50 people in the. Stupid. Short-sighted. Ja, short-sighted. A se lahko pogovarjava v slovenščini? Zal mi ne znam govoriti. A ga daš bližje? Pa saj nekaj govoriš, nekaj ti gre. Sam z malo glasa. Si še tam? Ja, se vedno sem tu. A si slabe volje?
ni najboljše volje danes. Mogoče ima tremo pred Tato slisi. publiko. Ali je kaj, kar lahko naredim, da ti pomagam se poksutiti bolje? Maybe switch back to English, because, let's... Ampak kaj si to uporabljal, Gemini? To je Gemini, to je flash model, ki je dovolj hiter. Ne. Načeloma so ta očala, imajo na sredini kamero, ne. To kamero, iz te kamere on sproti razbira, kaj se dogaja. Načeloma imajo očala tudi en majhen zaslonček, tako da v bistvu lahko pošilja tekst na očala. Mislim, A ti vidiš tekst načeloma čez? Zdaj v tej aplikaciji ni, ampak pri eni drugi pa lahko se besedilo gor izpisuje, pa seveda lahko posluša prek telefona, pa tudi potem govori. Mislim, ne, zvočnik ima tudi na gor, ampak mikrofon, govori pa recimo prek telefona, pač govoriti ne morejo. To se mi zdi tako, sej je malo še v začetni fazi, ne, bo pa zelo hitro napredovalno. V tem smislu, en del te zgodbe s kontekstom se rešuje to na tak način, a ne, ker pač, če te sistemi dejansko so z nami, ne, če slišijo, kaj se pogovarjamo, če vidijo, kaj je pred nami, ne, potem nam lahko dajo odgovore, ki so relevantni za tisti kontekst, v katerem smo. Ne. Tako da bo, sicer bom rekel, je do neke mere kontroverzno, marsikomu pač to ne bo všeč, tako da bomo mogli najti nek nov družbeni običaj, ne, kako bomo k temu pristopili. Ne si bomo zdaj dal ta očala, no. Drugače me si tako dioptrijo, tale so pa brez, tako da. Ne, sem pa videl demo prototipa Googlovih očal. Verjetno si videl, mislim, da so na TED-u predstavili, ne? A še to Google Glass iz en cajt nazaj? Ali... Ne, ta nova. Aha, ta nova, ne, to pa še nisem videl. Nisi videl tega? Ne. No, ta demo je bil pa kar me sezuno, tako. Gospa je imela očala gor, taka, mogoče še manj čudno zgledajo, ne? Bom tako rekel. Kar neke take mal debelejše Ray-Banke. In v bistvu odzadje je bila polica s knjigami. Ona je v bistvu prej bila obrnjena v ono smer in je rekla, pred časom za mano je bila polica, a se mogoče spomniš knjige, ki je bila na polici. Je rekla, ja, Atomic Habits, James Clear, povzetek ti da, tako ne. In v bistvu par takih demotov in AR zraven, se pravi v prostor dodaja lahko stvari in informacije. In takrat sem jaz mislim, da je to naslednja platforma računalniška, tako kot je bila mobilna. Zdaj imamo vsi sabo zelo zmogljiv računalnik s kamero, GPS-om in podobno. Tudi enim ljudem, tudi če ne bo to všeč, da nekaj nosiš na glavi, ne vem, jaz mislim, da sploh ni dvoma, da bo to v uporabi v naslednjih 20 letih. Jaz mislim, da eni bodo počakali, pa bodo preskočili direkt na Neuralinka. Da bojo direkt šli. Drugače sem pa hotel še to omeniti tukaj. Jaz mislim, da ta odnos do tehnologije, ne, je tudi eden takih velikih zaviralcev za adoption. Tle sem najdel tale strip, ne. Mislim, da je bil zgeneriran, ne. Kako bi izgledali, ne, zdaj primerljivo, ne, nekdo bi odkril kolo, ne, potem bi ga pa sprašvali, sej nima samodejnega krmiljenja, pa to ne bo nikoli šlo več do 60 na uro, pa mislim tako, taki argumenti se mi zdi se vedno pojavljajo, ne, škoda je po svoje, no. Tako se mi zdi, da bi lahko ljudem kdaj to precej koristili, ampak si ne dajo priložnosti, ne. In to je lahko globoka debata o tem, ampak se mi zdi, da nekako jaz sem hvaležen za te ljudi, zato ker se vzpostavlja nek balans v družbi, da ne gremo prehiter. A veš, kaj mislim? Ker zaupanja v korporacije ali pa ljudi, ki bojo nam ponujali te stvari, ni dobro imeti preveč, ne?
To se verjetno strinjaš. Ne? Se strinjam. Potem se v družbi malo pogovarjamo, enim je neprijetno, enim nama je to zanimivo, pa spremljamo in se potem, če imamo srečo, nek ekvilibrium vzpostavi v družbi. Da je čim bolj varno, pa da nismo čist na status quo. Ja, mislim, zdaj, kar se tiče te uporabe tehnologije, jaz mislim, da dejansko te sistemi z agenti bodo kar marsikatero od teh težav naslovili. Tako da sem hotel mogoče še malo povedati o njih. Ne. Zdaj se itak o agentih zelo veliko govori. Tle sicer to se verjetno ne bo videlo preveč dobro, ker je malo majhen tekst. Tle sem dal primer, ker se mi da so tako malo zaviti skozi v neko tančico neke misterioznosti, kaj so zdaj ti agenti, pa pol vedno ljudje povejo definicijo, pa sem tudi jaz tako delal včasih. Pa sem pa rekel, kaj pa če bi rajš dejansko vsem povedal za kakšen primer, kako to v resnici deluje, ker pravzaprav ni, dejansko ni boga kaj, mislim tako. Recimo, tle imam primer tega čisto zgornjega. V bistvu to je primer 5 vzorcev, kako se različne agente implementira. In recimo ta prvi pomeni v bistvu samo to, da ko mi vprašamo model neki, on zgenerira odgovor, potem ima pa v bistvu eno zanko, kjer se vpraša, koliko je ta odgovor naredil, a bi ga lahko še kako izboljšal. In potem mogoče, če presodi, da se mu zdi, da ja, potem ga proba še enkrat narediti, pa mogoče to ponavlja nekaj časa, ali pa tudi samo enkrat in potem nam da v bistvu popravljen odgovor. In to je recimo kakšna tako zelo komercialna firma bi takoj rekla, mi smo tle zdaj foodga agenta implementirali, zato je ta produkt zdaj 10-krat dražji. Pa še enega tega bom povedal, recimo tale tool use, ta je pa ta sreden levo. Ja, to je pa v bistvu samo to, da pač mi agenta nekaj vprašamo, in pol on ugotovi, da zato, da bi dal ta odgovor, bo mogel neko orodje uporabiti. In potem se poveže z nekim orodjem, od tega orodja nazaj dobi informacijo, to informacijo vključi pol v svoj prompt oziroma v svoj odgovor nazaj in evo, imamo še enega agenta. In pa seveda najbolj kompleksen izmed njih je pa spodaj ta zadnji desno, to so pa multiagentski sistemi, ki pa v bistvu ni nič drugega, da se ene par teh modelov med sabo pogovarja, preden te na koncu povejo končen odgovor. Tako da, evo, to so agenti, vsaj tako konceptualno, tle na desni. Je pa razlog, zakaj se več tega trenutno ne uporablja, ker pol v praksi je treba pač pokriti en kup enih tehnologij, zato da ta agent lahko kolikor toliko normalno deluje, pa zato da mi zbiramo podatke, kaj on sploh počne, pa tako naprej. Zdaj, dobra novica je pa ta, da čist na vrhu te ledene gore se pa zdaj pojavljajo končni produkti, ki so pa v bistvu taki, da jih mi lahko uporabljamo, da bi se sekirali za vse to, kar je spodaj. In zdaj ene par takih imamo, ki jih v bistvu lahko vsi dejansko uporabljate. Tle sem jih ene par naštel. Torej, eno je vse, kar je povezano s tako imenovanim vibe codingom, oziroma jaz sem to zdaj prvič poslovenil, programiranje po občutku. Ampak, ker v bistvu se si lahko predstavljate, tako v praksi, kad človek to dela, kad piše to kodo, recimo reče ChatGPT, da mu napiše neko kodo, potem ga pa v dobri veri mu reče pol še, a bi lahko še kaj boljš to naredil. In evo, je na nek način ročno implementiral tega refleksivnega agenta, ki sem ga ta prvega omenil. In zdaj seveda en kup orodij, ki to podpirajo, nekatera v bistvu so šla tudi prav v čist no-code zono. Tle sem skupiral en tak pregled, recimo ta X-os, koliko je enostavno za uporabo, Y-os je pa koliko je, bom rekel, končen rezultat primeren za produkcijo. Tako da bi rekel, da sta tle ena taka dva klastra, ki sta malo bolj zanimiva. En je tale čista zgoraj desno, kamor imamo Replit, pa Lovable, pa Bolt,
To so v bistvu orodja, ki pravzaprav targetirajo v osnovi ljudi, ki ne vejo, kaj nujno, kaj prav veliko programiranju. Medtem ko ta drugi klaster je pa tale, kjer imamo Windsurf pa Cursor, ki sta tudi oba zdaj dobila. Enega so v bistvu kupili v OpenAI, Windsurf so kupili, medtem ko Cursor je pa dobil kar visoko investicijo. To so pa zdaj una orodja, ki pa so malo bolj tako, kakšni bi rekli, za resen software, pa za ljudi, ki pač ful vejo že o tem. Ampak jaz sem čutil, da bo to na koncu vse skonvergiralo, pa ne bomo več imeli te ločitve na une, ki znajo, pa ne. Ampak dobro, ni zdaj tako, vsak mogoče nima želje pisati kodo, čeprav jaz sem trdno prepričan, da bi jo lahko. Pomemo pa ta orodja za globoko raziskovanje. To je spet prevod od Deep Research. Vse je nekaj globoko vedno pri tej umetni inteligenci. Jaz bi rekel, da v bistvu mogoče mogo to preveč široko raziskovanje. Ker v bistvu, če greste v ChatGPT in je potem tale gumbek tam Deep Research, če ga kliknete, pa če napišete v bistvu kakšno vprašanje bi radi, ampak tle gre bolj za to, da bi radi en poglobljen dokument v tem, potem on gre in preišče, ne vem, 100 strani včasih ali pa včasih še več, pa na podlagi vseh teh strani pripravi odgovor. In tudi išče v bistvu na tak agentski način. On ugotovi, da mu ena informacija manjka, potem gre pogledat na stran, kjer je to najdu, pol presodi, a bi rabil še malo dodatno in tu globino, skratka na tak način. Jaz res priporočam tak pristop, da v bistvu, ko ste soočeni naprimer z tem, da imate občutek, da vam manjka enega znanja, zato da bi lahko v bistvu sploh povedali umetni inteligenci, kako naj nekaj naredi. Greste v ta Deep Research in poveste, kaj bi v bistvu v osnovi radi se naučili, zato da bi pa potem znali. In da boste dobili ta Deep Research report, pa ga pa ne prebrati, ampak ga sam dajte ta drugi umetni inteligenci, zato da se pomaga narediti to, kar ste v osnovi želeli. Recimo en dober primer za to je, kako promptati modele. Lahko se učite ful enih trikov prompt inženiringa ali pa naredite Deep Research report, kako se idealno prompta ta model, potem pokažete modelu in bo on napisal prompt. Mogoče lahko jaz povem, kako jaz to uporabljam. Se pravi, in ChatGPT in Gemini imajo te projekte ali pa Gemse se reče na Geminiju, tam se reče, kaj custom GPT je bilo včasih, zdaj je projects. Projects, ja. In ti si v bistvu lahko shraniš nek kontekst, če ga skozi uporabljaš, da ne rabiš vedno basati noter vseh teh informacij. In jaz dosti uporabljam za Astro, tega pač svojega agenta oziroma AI. In če bi jaz vedno mogel njemu dajati kontekst, kaj je Astra, kaj mi delamo, kje smo prisotni, bi bilo to zelo zamudno. In jaz sem v bistvu uporabil Deep Research, sem rekel, razišči vse o Astra AI podjetju, kar obstaja na internetu, in mi je dal tak poglobljen dolg dokument o nas. Pa sem pa jaz še dodajal kakšne stvari in s tem sem ustvaril projekt. In zdaj vedno, ko imam kakšno hitro vprašanje ali pa moram kaj narediti, grem v ta projekt noter in dobim odgovor AI-ja z znanjem o Astri, oziroma ta model ima znanje o Astri. Mogoče bi še to tle omenil, ker verjamem, da je publiki kar veliko tako podjetniško orientiranih ljudi. Doskrat je pomembna bariera, ko delamo nek produkt, ravno to domensko znanje oziroma znanje o tem, kako stranka nekaj dela ali kako te tovrstne stranke to pričakujejo. Mislim, da za take namene je Deep Research lahko zelo, zelo koristen. Da v bistvu, da niste pol omejeni toliko na to, da lahko razmišljate res samo toliko znotraj neke industrije, iz katere ste mogoče išli, ali pa vam je najbližje, ampak je lažje potem tudi v bistvu se podati kam širše. Te rezultati so kar, po mojih izkušnjah, ful koristni. Sem to že sprobal v parih primerih, sem videl, da dobro deluje.
Boris, imamo še 3 minute, kako želiš, da jih izkoristimo? Imamo opcijo vprašanj, imamo opcijo mogoče zaključka. kakšno vprašanje, mogoče ne bo slabo, ne? Spredi so ful aktivni. Po mojem rabimo enega skozi tukaj. Živ, ja. Jaz bi pa samo vprašal, pred časom sem veliko spremljal glede varnosti, pa ta Eliezer Jutkowski, če poznaš kaj. Kaj govori o varnosti teh modelov. Jutkowski. Ja, in zdaj, ne vem, zdaj se to malce mi zdi umirilo, zdaj je bolj res sami ful hudi modeli, ampak tako zanima me čisto mnenje, no, kaj se dostakrat vprašam, kad model šele potem z inferenco stestiraš, koliko je pameten, ti med treningom ne veš, koliko je pameten, ne. In zdaj, a je človek sploh sposoben zasnovati teste, ki bi testirali, a je ta model pametnejši od ne vem, bitja X, ki recimo je najpametnejše v vesolju, ne, pač, ker mi nismo zmožni doumeti nekaj, kar je onkraj nas, ne. A se kdo s tem ukvarja, tako mislim, če kaj spremljaš? Mislim, spremljam do neke mere. Zdaj, tako bom rekel, kar se tiče te prestrašenosti najprej pred umetno inteligenco, tako kot zaenkrat kaže, ne, mogoče bo to zarečen kruh, ne, mogoče ga sploh ne bo mogel niti to reči, ne, ker bo vse skupaj izginilo. Se zdi, kakor da smo v unem scenariju, kjer smo dobili alignment by default, ker je bil tako najboljši možen scenarij. Pri alignment by default se gre pa za to, ne, da v bistvu, ko te modeli dejansko izhajajo iz vseh teh naših podatkov pa interakcij, ne, dejansko na nek način prevzamejo razumevanje tega, kaj je prav in narobe, ampak ne na nekem lokaliziranem območju, ne, ampak kot da neko širšo sliko, ne. In v bistvu se potem tudi obnašajo skladno s tem, kar seveda ne pomeni, da se jih ne da zlorabiti za kakšne zle namene ali pa kaj podobnega, ampak vsaj zaenkrat se ne zdi, da bi bili v unem scenariju, ker čim bodo te modeli recimo tako pametni, ker človek bodo hoteli pobegati. Jaz pa mislim, da je tako, ne, da smo zdaj že v bistvu preveč daleč v tej zgodbi, pa premalo mehanizmov imamo, ne, da bi to ustavili, da tudi če bi se ful bal unega negativnega scenarija, ga po moje ne več mogli ustaviti, ne. Tako da polk si enkrat v tej situaciji, kaj si pa lahko rečeš, ne. Srečo smo imeli do zdaj, negativnega scenarija ne bomo mogli ustaviti, torej gremo lahko sam še naprej, pa fingers crossed. Ja. Super, Boris, hvala ti. Ja, hvala za povabilo. Se vidva na remote podcastu, pa bomo šli še v globine tega. Tako da hvala vsem za pozornost.